Pogovor o. Veliko povemo, tudi z druge strani. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Pogovor o z veseljem pozdravljam pronicljivega in iskrivega sogovornika, ki me je navdušil na majski predstavitvi poročila Urada za makroekonomske analize in razvoj o kakovosti življenja v Sloveniji. Se v dobrih 2 urah in pol analiziral razmere in skušal usmeriti pogled tja, kjer je najbolj potrebno. Torej, da Slovenija ne bo le stopicala na mestu, tarnala in posnemala najboljših, temveč da bo postala ustvarjalka in da bo ključne izzive pravočasno razrešila. Dr. Peter Vostner, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Najraje bi začela na koncu, kako postati ustvarjalec. Imamo kar nekaj odličnih podjetnikov, inovatorjev, ampak zdi se, da to ni širše prisotno, tak način razmišljanja, da Slovencem ni domač. Pač pa, da smo bolj tisti, ki izpolnjujemo navodila in kimamo. Kako nas vidite vi? Bom bolj rekel, da poskušamo pač iz podatkov razbrati, tako da se popolnoma, da začnem s tem, da ne gre za pač neke ocene lastne Umarjeve ali pa neke naše lastne analize, pač pa to, kar ugotavljamo, temelji na pač statističnih podatkih oziroma na anketnih podatkih, ki temeljijo na reprezentativnih vzorcih. To bi rad na začetku poudaril. Kar se tiče vašega vprašanja, je pa tako, da, tako kot ste rekla, imamo zvezdniška podjetja, ne, vendar zato, če hočemo celo državo potegniti naprej, je teh tovrstnih podjetij premalo. Ne. To je eno ključno sporočilo in tukaj zato ugotavljamo in priporočamo. Ciljna publika ni samo vlada, pač pa smo vsi mi, ne, vključno z podjetniki, vključno z zaposlenimi, vsakim izmed nas. Razumevanje, da ta preskok od izvajalca med ustvarjalce na narodno-gospodarski ravni zahteva sistemsko nadgradnjo tega, kar počnemo, in to je v tem grmu se verjetno tudi skriva zajec, zakaj je ta preskok narediti težko. In v tem smislu smo zelo veseli tega odziva, ker se zdi, da nekako ljudje smo tudi v širšem smislu začeli to nekako čutiti, da je ta nekako razvojni model, smo ga mi poimenovali, ne, se nekako izpeva v tem smislu, da vse, kar smo delali do zdaj, bomo morali delati tudi naprej, vendar pa samo s tem pač to ne bo več zadostovalo za ohranjanje pač kakovosti življenja, ki ga imamo. Da bo potreben preboj, ki terja trud od vsakega med nami. A veste, da ne bi uporabil besedo trud. Gre predvsem za to, da razumemo, da oklepanje obstoječih vzorcev, navad in tudi znanj je recept, ki nas pelje navzdol. Ne gre za to, da bomo mi s to spremembo se bolj trudili, bomo delali še več, bolj trdo v tem, kako rečem, švicali. Točno to, ne, konceptu izpred 50 in več let v smislu klasičnega dela. Gre za to, da moramo razumeti, da ta naslednja stopnja pomeni, da bomo morali delati bolje. Ne pomeni to nujno več, ne, celo vodilne inovatorke, ki jih nekako postavljamo kot naš vzor, tam delajo v povprečju zaposleni manj, ne, vendar ustvarijo bistveno več in zaradi tega si lahko pač privoščijo standard. In to je tisto, kar se mi zdi zelo srž morda, no, tega, da ravno tega se, bolj ko gledamo pač podatke, kaj se v različnih sferah dogaja, to oklepanje obstoječih vzorcev je nekaj, kar bi radi spodbili. Ne gre za to, da bomo vse to, kar smo delali in znali, dali stran in bomo delali nekaj čisto drugega. Ne, da bi bilo to nič vredno, ne? Nasprotno, ne, mi bomo še vedno morali seveda, ne, proizvodnja mora biti učinkovita, vendar gre za to, da recimo težka dela prevzamejo roboti, da ti roboti v maksimalni delajo avtonomno, zato da bomo čim manj ljudi potrebovali v proizvodnji, naprimer zato, da se bodo tisti, ki bomo še lahko delali, ustvarjali druge stvari, da se bomo ukvarjali s tem, kakšne nove proizvode lahko delamo, katere so tiste stvari, ki bodo strankam bolj zadovoljevale njihove potrebe in v tem smislu pač seveda ustvarjali višjo dodano vrednost, iz katere si potem plačamo višje plače, si lažje lahko privoščimo normalne davke in tako naprej, iz katerega potem vsi skupaj živimo lepše in bolje. Ko ste bili lani nominirani za Delovo osebnost leta, o tem, kdo vas je navsezadnje premagal, ne bi izgubljala besed, ste v intervjuju dejali, da si za leto 2026, v katerem smo, želite in pričakujete, da bodo Slovenci jasno dali vedeti, da imajo dovolj floskul in neizvedljivih obljub, tako enih, drugih, tretjih ali četrtih, in da se bodo vsi skupaj odločili za mobilizacijo, za razvoj, za inovacije, za ustvarjalno družbo. Čas je, da si spet dokažemo, česa smo sposobni. In kaj bi danes rekli na to, glede na to, da smo pol leta že naprej?
Temeljim pač na kako rečem, optimistični strani. Mečkam se včasih sicer bojim, pač včasih so težke besede, povzročijo bistveno več škode, kot se to zdi, in zaradi tega se mi zdi to precej nepotrebna folklora, ki smo jo v tej družbi ali pa v javni sferi razvili, da je vse dovoljeno. To se mi zdi zelo slaba popotnica za to, da, kar pa je ključno, da pridemo do narodnega dogovora, se pravi vseh nas, ne glede na to, da vemo, da v 100 stvarih mislimo drugače, da se o teh nekaj ključnih stvarih pa vendarle dogovorimo. In tukaj, kar sem imel s to izjavo v mislih, mi pač moramo razumeti, da v vsakem primeru rabimo neko konsistentno, srednjo dolgoročno politiko, ko gre za inovacije. Sicer ta podjetja enostavno bodo investirala manj, kot je to družbeno zaželjeno, ne glede na to, a ste neoliberalci, torej ne glede na katero ekonomsko teorijo, naprimer, verjamete, je to pač nekaj, kar vse praktično govorijo v isto smer, in tudi na podlagi tega, kar podatki v Sloveniji kažejo in kar govorijo sami podjetniki, je pač temu tako. Torej, to je nuja, da razumemo, da moramo preiti od nekih defenzivnih ukrepov, ko gre za gospodarstvo, ohranjanja zatečenega stanja, k spodbujanju najbolj propulzivnih, najbolj prodornih in tudi najbolj tveganih projektov, med katerimi moramo vedeti, da pač ne bodo vsi uspeli, vendar to je en tak paket, ki seveda potem zahteva ne samo podporo tovrstnim projektom, ki bo predvidljiva na srednji in dolgi rok, zahteva tudi, naprimer, zagotovitev specializirane raziskovalne infrastrukture, zahteva specializirana znanja, kar mora razumeti celoten sistem izobraževanja in usposabljanja, in je to, kot rečeno, cel ta paket, kjer moramo vsi razumeti, katere prioritete bomo zasledovali, in to ne more biti zdaj samo vprašanje vlade, ki je ta trenutek v sedlu, pač pa tudi tiste, ki bo v sedlu čez 5 let. Ta paket inovacije, da se moramo vsi skupaj preusposobiti, in skladno s tem tudi nadgraditi izobraževalni sistem, so recimo za mene neki kamenčki, okrog katerih res ne vidim prav nobene izbire v smislu, kaj si kdo predstavlja v volilnem smislu in tako naprej. In okrog katerega bi si želel, in tudi podjetniki bi si želeli, in grem še korak naprej, tudi recimo za prihodnost mladih bi bilo to izrazito pozitivno, da bi država povedala, na katere karte bo stavila, v katerih smerih se bomo predvsem razvijali, in posledično kakšne veščine bodo potem oni potrebovali. To so vse stvari, ki bistveno znižujejo negotovost in posledično olajšujejo lažje sprejemanje sprememb, bolj ambiciozno investiranje se strani ne samo investitorjev, podjetnikov, ampak tudi recimo angažma, recimo med mladimi, kar je nekaj, kar ni zato, ker so pač en ali drugi ali tretji slab ali dober, gre za to, da moramo ustvariti okolje, ki bo to vrstne bolj ambiciozne, bolj tvegane, prodorne pač projekte spodbujalo. In vse, kar potrebujemo, imamo, in to je tisto, kar smo hoteli, predvsem na tej poskušamo zelo, se trudimo, da bi bilo na Umarju, da bi bilo to sporočilo, da bi razumeli ljudje, da to, kar je pred nami, niso slabe stvari, pač pa da gre za nekaj, kar nas pelje v boljšo prihodnost za vse deležnike. Pa da razloživa poslušalkam in poslušalcem pravzaprav, kakšna je funkcija Urada za makroekonomske analize in razvoj, kako stojite recimo v odnosu do vlade, ali to gre za neko organizacijo, ki je del vladne strukture, ali ste neposredno povezani, seveda na čelo Umarja vedno imenuje nekoga oziroma je razpis, ki ga potem izbira vlada, ne? Direktorja na koncu izbere pač predsednik vlade, tako da v tem smislu smo pač vladna institucija, vendar smo tudi skladno z evropskimi pravili neodvisni. To je pa izjemnega pomena zato, ker imamo pač 2 ključni funkciji. Ena je priprava makroekonomskih napovedi, na osnovi katerih potem vlada pripravlja državni proračun, in to je pač tudi z velika pač evropskih pravil in evropskega semestra in tako naprej ključno, da to ni nekaj, kar si vlada ali pač finančni minister želi, da bi bila rast zelo visoka. Je pač pomembno, da so te napovedi, ki so podlaga, koliko imamo na razpolago, da bomo potem od tega si odrezali pogačo za javni del, da je to pač pripravljeno strani neodvisnih institucij. To je en del, drug del se pa nanaša na razvoj, to je pa, mi smo hkrati tudi nekaj, kar se imenuje National Productivity Board, to so vsaka država je mogla navoditi eno institucijo, ki naj bi pripravljala analize in priporočila, kako spodbuditi hitrejšo rast produktivnosti, ki je pogoj za to, da bomo pač lahko več si razdelili jutri in posledično bolje živeli. In Umar je ta institucija. Tako da pri nas moram reči, je ta neodvisnost pač je svetinja in ne samo to, tudi pač to, da kar
trdimo, mora biti vedno podprto s podatki, tudi če smo še tako prepričani, da nekaj drži, pa tega ne moramo podpreti s podatki, tega enostavno ne napišemo. Torej, o teh podatkih bova več spregovorila tudi v nadaljevanju oddaje Pogovor o. Dr. Peter Vostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj je naš gost. In če se zdaj osredotočiva na poročilo o razvoju oziroma na to kakovost življenja, kot kaže raziskava, nasplošno lahko rečete, da je kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven, pa vendarle neki kazalci, ki nas lahko skrbijo. Torej, nekaj osnovnih poudarkov iz te raziskave bi jih predstavili kako? Se pravi, trendi, kar se tiče kakovosti življenja, so nesporno pozitivni. Temu govori v prid tako subjektivne ocene, se pravi, ko se vpraša ljudi, kako sami dojemajo svoje zadovoljstvo za življenjem. In tudi, če pogledamo statistične podatke, ki naslavljajo to tematiko, od kaj se dogaja z dohodki, kaj se dogaja z zaposlenostjo, brezposelnostjo, dostopnosti zdravstva in tako naprej. No, pri zdravstvu vemo, da sicer ne blestimo, vendar recimo šolstvo, ne, pa še nekaj moramo razumeti, ne, ker to je ene izmed tem, kjer vem, da pač marsikdo rata nekoliko nevoljen. Ne. Mi moramo razumeti, da pri teh podatkih gre za primerjavo, kako je Slovenija uspešna ne v primerjavi z idealom, pač pa v primerjavi z drugimi državami. In pač tudi druge države imajo marsikatere težave, naprimer neenakost je ena izmed stvari, ki izrazito govori Sloveniji v prid, in to je neka dimenzija Slovenije, kakovost, ki je v tem času recimo zelo pomembna. Mi to uspevamo zaenkrat ohranjati, smo pač med najuspešnejšimi državami, ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu. Znotraj tega pa se kažejo določene vedno bolj očitne hibe, ki slišijo na ime, da določene skupine pa vendarle znotraj teh socialnih mrež pa relativno neučinkovito naslavljamo, in ta problem se nam je pa začel v zadnjih 5 letih pa povečevati. Torej, na tej, če tako narečem, družbeno-socialni strani je to en vidik, ki ne kaže v pozitivni smeri. O katerih skupinah torej govorimo? To so starejši, to so manj izobraženi, to so priseljenci in enočlanska gospodinjstva. To so karakteristike, ki so najbolj posamično, ki izstopajo. So na pragu tveganja revščine ali kako? To so skupine, ki so najbolj izpostavljene tveganju revščine, seveda je pa tam, kjer se te dejavniki prepletajo, je pa potem seveda situacija še toliko bolj očitna, in to se potem kaže najbolj v tem dolgoročnem tveganju revščine, da so pa ljudje pač dalj časa v tem ciklu. In to je tisto, kar je pol problem, ker ljudje na ta način potem zgubljajo človeški kapital, motivacijo postaje. In to se nam je majčkeno začelo v večji meri dogajati, ker enostavno tudi, če pogledate podatke, naprimer, ko gre za tuje državljane med zaposlenimi, to se nam je zelo dvignilo. V zadnjih 10 letih so se izrazito povečali recimo stroški stanovanj, kar potem vse skupaj vodi k temu, da seveda te skupine, ki so ravno malo nad vodo, jih lahko potisne pod. Se pravi, ker nimajo svojih stanovanj, so najemniška ali kako? Tle gre za splet. Če je nekdo recimo nizko izobražen, bo imel nizko plačo, če je v enočlanskem gospodinjstvu, in recimo, ko se vse to sestavi, nima podpornih mehanizmov, potem potem rastoče najemnine, ki jih že tako težko plačuje, in v tem scenariju potem je seveda to lahko nastane problem. In naslavljanje tovrstnih problemov, in to je tisto, kar smo želeli pač izpostaviti, zahteva pač celovite pristope. S tem imamo pa v Sloveniji precejšnje težave. Dvigant posamezen transfer, to da, to znamo. Če je pa treba narediti paket ukrep, če pa se vidi, da določena skupina rabi nek zahtevnejši paket, potem je pa to je pa težko. Ne samo za nas, da se razumemo, seveda, vendar ta izziv, ki ga imamo zdaj na tej strani, se je precej povečal, in pač tukaj se spet lepo kaže, kako je ta institucionalna kakovost države, pač predpogoj za to, da pač kot družba in gospodarstvo dobro funkcioniramo. Se pravi, zdaj, če bi povzeli, dvig minimalne plače je bil premalo odločen ukrep oziroma premalo celosten, ne? Lejte, mi, kar se tiče dohodkov, še posebej nizki, se pravi, ljudje z nizkimi dohodki nam rastejo. Torej, najprej, da rečem za global. Dohodki nam rastejo zelo hitro, primerjalno. Če pogledate OECD-ve podatke, v zadnjih 25 let smo na 8. mestu po hitrosti med 34 državami. Čeprav tega ne občutimo tako na lastni koži. Veste,
ne občutimo. Vsi, ne? Nekateri. Tako, bravo. Ne? To v bistvu se mi zdi ključno razumevanje, pač, da za veliko večino velja, da dohodki rastejo, saj primerjalno glede na druge države zelo hitro. Celo, če pogledava zadnje kratkoročno obdobje, 5 let, smo na 3. mestu, ne samo na 8. Ne? To zdaj so, se pravi, OECD-ve podatki. Ampak tudi, če druge podatke pogledamo, vsekakor smo, kar se dohodkov tiče, na pravi strani zgodovine, če rečem pod narekovajem, to je dobro. Kar nam, kot ste rekla, ne, so pa skupine, za katere pa to ne velja, ne, ki bodisi ne participirajo, prekarnost, spleti okoliščin, ki določenim skupinam otežujejo bodisi dostop do dela, stalne zaposlitve in tako naprej. In to so te skupine, ki zahtevajo pač neke celovitejše ukrepe in to recimo, kar imenujemo tudi bolj aktivno ali pa proaktivno politiko inkluzije, vključevanja, integracije, recimo to, kar tukaj enostavno nismo doma, ker nam gledano za daljše obdobje nam tega v večji meri ni bilo treba pač početi. Še eden od kazalcev, ki nas lahko skrbi, pa ne samo nas, bodiva poštena, tudi druge države se s tem spopadajo, je demografija, se pravi vse manj rojstev, manj zaposlenih posledično, Izračunali ste, da bomo do leta 2045 imeli za 145,000 delovno sposobnih ljudi manj. To je kar ena taka huda številka. To marsikaj potegne za sabo, če imamo manj novorojenih, dolgoročni učinek je dober, čeprav velikokrat slišimo, da je otrok strošek. Absolutno se ne bi strinjal, otrok ni strošek. Ja, slišimo marsikoga. Otroci so naša prihodnost. Torej, kar se tiče demografije, to je neka sprememba, s katero smo že soočeni. Pri nas so se te trendi, število delovno sposobnega prebivalstva se je začelo zmanjševati leta 2012 in od takrat se je starostna struktura zaposlenih že znatno postarala, česar se mi zdi, se ne zavedamo dovolj. To zahteva prilagoditev delovnih mest, procesov. To je nekaj, kar morda nismo bili dovolj pozorni. Se mi zdi, da sicer se je dogovorilo, pa smo imeli to demografsko zgodbo, pa neke urade, pa tako naprej. Vendar v smislu razumevanja, da to vpliva bistveno globje v vse vrste organizacij, se mi pa zdi, da bi lahko naredili že precej več. Kar se tiče pač vnaprej, je pa tako, da bi morala biti dodatna spodbuda k razumevanju, da enostavno moramo delati bolje in več ustvariti, zato da bomo lahko ohranjali ta status. Torej, to kakovost življenja. Jaz rad uporabljam to številko, da na letni ravni in ta trend bo kar trajal zdaj desetletje, približno 4500 ljudi letno, se ta bazen, iz katerih se lahko črpa pač aktivnost, se zmanjšuje in to je pač nekaj, kar moramo samo za ohranjanje statusa nadomestiti z tem, da bodo tisti, ki bodo še delali več. Iz tega pa sledi nekaj ključnih stvari in to tudi navezujem na vaše prejšnje vprašanje, kaj v bistvu ta velika slika kaže. Mi moramo razumeti, da če hočemo delati boljš, moramo ustvariti več, to pa pomeni, da je avtomatizacija in umetna inteligenca in vsa ta zgodba v zvezi z digitalizacijo ni del problema, pač pa je del rešitve. Če hočeva midva prideti, kaj je zdaj tisto, kar lahko prispeva k temu, da bomo tistih 4500 nadomestili in še ustvarili nekaj več, pomeni, da moramo enostavno ta orodja, ker to bi si želel, da bodo ljudje nekako razumeli, da se jih bo dotaknilo. Če teh priložnosti, ki jih zdaj digitalizacija prinaša, ne bi bilo, potem bi bil jaz res zaskrbljen, zaradi tega, ker potem pa res ne vem, kako bi te demografske trende lahko obvladovali. Pa ne mislim tukaj samo pač digitalizacije, umetne inteligence, pa če hočete tudi humanoidnih robotov, ki zdaj prihajajo. Vse te stvari bodo naslavljale del tistega, kjer nas bo enostavno premalo, da bi lahko normalno delovali. In pri tem ne gre samo za to, ponavadi pri teh zadevah ljudje vidijo samo tovarno in proizvodno. Ne gre samo za to, gre tudi za, na primer, delovanje domov za ostarele. Mladi se bodo verjetno se osredotočali bolj na to, da bodo ustvarjali nekaj novega in mi bomo mogli pač zagotoviti tudi sisteme, recimo, dolgotrajne oskrbe, ko bom jaz to potreboval, če bom imel izbiro nič ali humanoidni robot, saj da pomaga nekomu, ki bo tam. Zdaj pa ta pomoč je pa, človeka obrniti, to so težko pravila in zdaj, če nekdo nima pomoči, bo pač lahko to opravljal toliko časa, potem pa slej, ko prej bo imel težave s hrbtom, ne vem čem. In to se vidi v podatkih. Mi
primerjalno glede na recimo vodilne inovatorke, ki v večji meri uporabljajo tovrstne tehnologije, imamo bistveno več težav teh zdravstvenih, ki izhajajo iz težkih fizičnih obremenitev, ponavljajočih del in tako naprej. In to je tisto, kar moramo razumeti, da ta avtomatizacija, uvajanje teh stvari ni nekaj, kar bi si človek nujno sam po sebi želel. Gre za to, da alternativa je, da se nam bodo sistemi začeli podirati. In v tem smislu, zdaj pa, če povežem nazaj, demografija kot spodbuda za to, da moramo še bolj, kar pogumno bom rekel, se lotiti izkoriščenja teh priložnosti, to pa zahteva seveda ustrezne investicije. Zdaj pa grem nazaj na vaše prejšnje vprašanje, kaj kaže ta velika slika. Kaže, da, rekla sva, kakovost življenja nam zadnje obdobje, 10-15 let nam kar simpatično raste, z vidika dohodkov in tako naprej. Izkoriščenje teh priložnosti zahteva pa ustrezno investiranje. In v te investicije, ko gre za digitalizacijo, se pravi usposabljanje, preusposabljanje, digitalne veščine, na vseh teh segmentih je pa Slovenija v bistvu zelo šibka. Ne pravim, da recimo prejšnja vlada ni naredila nič, na primer vlaganja v znanost so se povečala in na tem področju smo imeli nek korak naprej, vendar mi moramo razumeti, da je to ključna zgodba tega preskoka naprej, prej smo omenili tiste inovacije in to je tisto, kar opozarjamo, da tudi če se pogleda zelo grobe podatke, se vidi, da enostavno preveč potrošimo in premalo investiramo. Predvsem pa tudi, ko gre za investicije, premalo investiramo v te ključne dejavnike konkurenčnosti, produktivnosti 21. stoletja in to ne velja samo za državo, to po popolnoma enaki meri, če ne še bolj, velja za podjetniški sektor. Samo to, da ne bo zdaj tle, se mi zdi, smo se tudi malo navadili, da karkoli narobe v tej državi kažemo na državo in tudi pričakujemo, da bo vse rešila država. Ampak kaj je država, Mislim res v tem ožjem smislu, pač država z proračunom in pač možnostjo postavljanja pač pravil in temu ni tako. V tej pač inovacijski, mi imenujemo to pač inovacijska podprta rast, je enostavno mora vsak družben podsistem oddelati svoj del posla, pri čemer dobesedno mislim tudi kot recimo dolgotrajna oskrba je del te enačbe, zaradi tega, ker če hočemo, da bodo ljudje se res posvetili delu, potem, ko imaš pač svoje starše, moraš imeti pač sistem, ki bo deloval, zato da vse je povezano z vsem. In tega razumevanja, da smo vsi na istem čovnu in da moramo vsi veslati v isto smer, če hočemo nekam res prideti, tega se mi zdi, se ne zavedamo dovolj in to je tista priložnost, to so te priložnosti, ki smo jih v preveliki meri zgledano za nazaj izpuščali. Zdi se, da velikokrat iščemo neke hitre rešitve, da bomo ta problem zelo, v kratkem obdobju rešili. Tako je bilo tudi s tem, da bo pač težja dela opravljali tujci. Mi si bomo pa lepo, se bomo usedli in jih mirno gledali, češ, naj oni to opravijo. Ampak tudi tukaj se je pojavilo kar nekaj težav. Sami ste dejali na tem omizju, da zaposlovanje delavcev iz tujine, ki so večinoma seveda manj izobraženi, ni rešitev, ni pametno. Zakaj? Torej, najprej, kar se tiče odprtosti Slovenije, da ne bo narobe interpretirano, Slovenija je odprta in mora ostati odprta, zaradi tega, ker sicer izgubljamo svoje potenciale. Zakaj? Zaradi tega, ker ko se mešajo različni pristopi, različna znanja, različni konteksti, takrat, čisto empirično gledano, takrat prihaja do boljših idej in tako naprej. Rekla ste, seveda so te, ki prihajajo manj izobraženi, ta seveda bi radi postavili pod vprašaj. Namreč, če pogledamo izobrazbeno strukturo priseljencev, glede na tistih od vodilnih inovatork, je naša res, da izrazito nagnjena proti pač manj usposobljenim, v vodilnih inovatorkah pa ni temu tako, kar pomeni, da seveda bolj, ko je gospodarstvo napredno, v večji meri in če seveda si sposoben zagotoviti atraktivne pogoje tudi sicer. Davčno okolje. Naprimer, pa tudi stanovanja, pa tako naprej. Čeprav tukaj se mi zdi, se ne zavedamo, koliko stvari nam govori v prid. Potem seveda lahko pritegneš in tega ne počnemo v dovoljšnji meri tudi visoko izobražene. In v tem smislu je bilo naše sporočilo, da smo mi bomo tudi na dolgi rok seveda v določeni meri potrebovali priseljevanje manj izobraženih iz vrste razlogov. Vendar, če gre, tako kot ste implicirali, če pa gre to priseljevanje s to dinamiko, to intenzivnostjo, kot smo jo zdaj registrirali v zadnjih 10 letih, na račun tega, da dobesedno postane izgovor za to, da podjetniški sektor še posebej
ne gre v pospešeno preoblikovanje, modernizacijo, digitalizacijo svojega poslovanja. Potem je pa to seveda dvojni problem, ker po eni strani pomeni, da takšen proces uspava prehod med ustvarjalce, če tako rečem. Po drugi strani pa seveda priseljevanje ustvarja druge težave, o katerih smo prej na začetku govorila. Mi smo prav to letos šli še korak naprej, kar je podatek, ki še posebej mogoče je tak malo zaskrbljujoč, da smo toleranca, smo v bistvu postajamo netolerantni, kar je pa izjemno slabo, torej tega si pa enostavno ne smemo privoščiti. Jaz rad rečem, pač Slovenci smo topli ljudje, smo odprti ljudje in taki moramo ostati. In to je samo še dodaten, kako rečem, kamenček v mozaiku argumentov, ki govorijo v prid temu, da spet oklepanje tega, kar imamo sedaj, nas tudi kot ljudi, če želite, dela, ne zaupamo več drugemu, ker enostavno se ne znajdemo, ne vemo, nimamo izkušenj s tem, sej razumem, na človeški ravni lahko človek razume, vendar moramo razumeti, da pač inovacijske družbe so odprte družbe, so tolerantne družbe in te kakovosti, ki so sicer nam inherentne, moramo ohraniti, zato ker sicer, če bomo enkrat postali netolerantni in nekatere območja, recimo en izmed velikih, če se pogovarjam recimo z kolegi na OECD-ju, recimo glede vzhodne Nemčije, tam je ta netolerantnost izrazit problem. Če ti hočeš nekoga, ki je, če mi hočemo razmišljati o svoji prihodnosti kot enega izmed območij, kjer bomo pač res prihajali z neprebojnimi rešitvami, potem bomo potrebovali pač najboljše ljudi in ti najboljši ljudje zagotovo ne bodo živeli v netolerantnem okolju. Seveda bodo pričakovali varno okolje z dobrimi javnimi storitvami in tako naprej. In zaradi tega gre za cel ta sklop teh medsebojno povezanih dimenzij, ki se jih verjetno premalo zavedamo ali pa se jih lotevamo iz napačne strani. Začnemo najprej s tem, kako bomo dohodke dvigovali, pa ne vem kaj. Pozabljamo pa, da je to lahko deluje samo, če je to ravnoteženo s tem, koliko hkrati ustvarjamo. In ta zgodba pri priseljevanju je v bistvu majčkeno delikatno jo komunicirati, ker se potem hitro, kot ste rekla, rokohitrsko reče, to je slabo, ergo zdaj se moramo zapreti, kar je seveda absolutno napačen sklep. Treba se je začeti ukvarjati za integracijo, zato da bomo tiste, ki jih potrebujemo, se pravi, treba ugotoviti najprej strategijo, kjere so zdaj stvari, ki jih bomo res potrebovali, kjere so stvari, ki jih lahko avtomatiziramo in tako naprej, kjere so tiste stvari, ki nam po različnih izobrazbenih ravneh potem umanjkajo, se osredotočiti da bomo takšne potem pritegnili in potem tudi se aktivno ukvarjati z pač integracijskimi politikami. In kar je meni največja ironija, veste, ni, kar se mi zdi res skoraj tragikomično, ni tako, da imamo mi problem z pritegovanjem manj izobraženih. S tistimi se zelo trudimo, pa imamo sisteme, pa hodimo na konference, pa ne vem kaj. Zadnjič sem bil na enem dogodku. Tisti, ki so visoko izobraženi, pa najbolj propulzivni, ugotavljajo, kako sploh praktično se sistem z njimi bistveno premalo sistemsko ukvarja. Češ se, oni se bodo pa sami znašli. Se jo že znašli. Ne vem, so bili problemi, v katerem jeziku se lahko pogovarjaš na okencu. Hočem reči, pod narekovaj, najbolj sposobnih, pametnih ljudi, to je ključna valuta uspešnih držav in za njih poteka bitka. In ne gre za to, da bo zdaj Slovenija ugotovila, se v bistvu jih mi jih potrebujemo, da bo nekdo sprejel, pa bodo kar prišli. Treba se aktivno za njih boriti in ustvarjati okolja. Vi ste omenila prej davke, ki so pač eden izmed teh kamenčkov, je pa vse prej kot to, da je to dovoljšen pogoj. Mi zdaj sicer res, da imamo na področju davkov za visoke dohodke imamo res mečkaj, smo šli predaleč in to je sigurno treba nasloviti, vendar spet pričakovane, če bomo samo to naredili, da bo pa kar vse rešeno, je pa seveda, bi bilo pa zmotno. Ja, seveda, ti, ki prihajajo, tuji kadri, visoko izobraženi, imajo tudi družine, se pravi, treba poskrbeti tudi za njihove otroke, za integracijo v šolah. Tudi tukaj se mi zdi, da včasih se bolj skrbi za tiste slabše situirane družine, kot pa za tiste bolj,
Moj občutek. Ja, sam da vam pritrdim, ne, ravno prejšnji teden je bil profesor iz Stanforda na gospodarski zbornici in je ravno to poudaril, ne, kako je pač Silicijeva dolina, ne, preko te odprtosti, da so bili tako atraktivni za priseljevanje najbolj sposobnih, kako je to eden izmed ključnih vidikov, ampak tisto, kar potem na moje vprašanje, ne, kjer so bili pa elementi, ki so k temu vodili, no, eden izmed njih, ki sam pritrjuje temu, kar ste rekla, je možnost zaposlovanja partnerk oziroma partnerjev. Ne? In to lepo ilustrira to celovitost, vendar tisto, kar se mi zdi pa, prej sem omenil, kako imamo tukaj več vidikov, ki nam govorijo o prid, ki se jih ne zavedamo dovolj, je pa, da pač ta naša deželica, ne, je pač res prekrasna. Ne? In pač ko objektivno gledano je res element, ki izrazito govori nam v prid. To zdaj ne romantiziram zaradi tega, ker sem pač navdušenc nad to državo, ampak zaradi tega, ker tudi multinacionalna podjetja, ki imajo tovrstne sisteme konkuriranja, ne, za kadre znotraj sistemov, nikoli ni problem, da ne bi bili ljudje zainteresirani priti v Slovenijo, zaradi tega, ker vejo, da je tukaj fantastično. Ne. Z vidika tega, kakovosti življenja, ne, lahko tukaj pričakujejo. Ne. Vendar, pa pride črta, če hočeš, da potem res pridejo, potem si določene stvari izračunajo. In ta račun ne vključuje samo pač dohodkov, potem davkov, ki iz tega izhajajo, vključuje tudi to, ne, ali prideš do zdravnika, kako je z vrtcem in te stvari. Tukaj ne, se pa tudi prej, ko sva govorila, ne, ta kakovost življenja, tukaj pa so te kazalniki, kakovosti institucij in tako naprej, nam pa ne govorijo, ne, moramo biti pa pozorni, ne, ker so trendi pa tukaj negativni, tudi primerjalno glede na ostale države. Naprimer, ne, vsi vemo zdaj čakalne vrste pri zdravstvu, kjer, by the way, je pa zdravstveni sistem sicer po kakovosti, so pa podatki precej pozitivni, zanimivo, ne, se pravi, težko je priti v sistem, ko si pa enkrat noter, je pa ta kurativni del v bistvu dosti učinkovit. Ravno nasprotno pri sistemu izobraževanja, kjer je zelo enostavno priti not, samo je pa njegova kakovost v bistvu vedno bolj problematična. In hočem reči, ta odprtost, ne, potem pa vrtci, pa tako naprej, pa šole, pa priznavanje. Hočem reči, to so vse stvari, ki nekako se mi zdi izhajajo mentalno iz konteksta, mi moramo naša delovna mesta braniti, ne, ker je delovnih mest bistveno manj kot ljudi. In posledično imamo vse sisteme, če ne eksplicitno, pa implicitno z njimi upravljamo tako, kot da se moramo pred drugimi braniti. Ne? In to se mi zdi je nekaj, kar moramo razumeti, da smo pač praktično v zgodovinsko novem kontekstu, kjer je pač ljudi manj od delovnih mest. In tako ne tečemo več za vsakim delodajalcem, ampak lahko delodajalci tečejo za nami. Tako. Tudi za tistimi Slovenci, ki sodijo v vrh po izobraženosti, po inovativnosti, ampak če ne bodo tekli za njimi, bodo šli pa ti Slovenci tudi ven. Tudi hodijo. Slovenci in drugi, ne, kdorkoli že pač bo tukaj, ne, kdorkoli bi bil pripravljen biti tukaj. Je pa to, kar ste rekla, opozarja na eno drugo stvar, ne, in tukaj gre malo na ta sistem izobraževanja. V zgodovinsko, ne, kar sem prej rekel, ko je neka družba v sistemu, da je delovnih mest bistveno manj ljudi, potem je z ljudmi pravzaprav ni treba se kaj veliko ukvarjati, ne, tako ali drugače bo že med tistimi, ki so na razpolago, Nekdo bo že prišel. Plus, glede na delovna mesta, kaj se je na njih delalo pred 50 leti, ne je bilo relativno enostavno usposobiti karkoli, bilo že treba reči. Poenostavljam seveda, vendar ne gledano, tako če stofa korak nazaj, to vendarle drži. V tej situaciji zdaj pa to seveda je recept, ki se, ko se nama ta enačba obrne, ko je delovnih mest več kot ljudi, potem pa seveda je zelo pomembno, da vsak posameznik, da se iz njega mu omogoči in se ga spodbudi, da realizira svoje potenciale, kjerkoli že te so. In to se mi zdi nekaj, kar je bistveno podcenjujemo, ne, gledamo, vse sisteme imamo nastavljene po logiki Gaussa, ne, da so eni so nesposobni, večina jih je nekje na sred, pa je pa 5% jih je pa ne, gor na vrh, ki so super sposobni. In tako potem delamo točkovalne sisteme in tako naprej, kar je z vidika tako potreb družbe in gospodarstva, kot z vidika posameznikov in družbe popolnoma napačna logika, zaradi tega, ker tipi upravil, tipi nalog, tipi aktivnosti, ki jih moramo izvajati, če hočemo, da družba in gospodarstvo funkcionirata, so, hvala Bogu, ekstremno različni. In natančno taki smo tudi ljudje. Vsak je popolnoma drugačen in tudi vsak odličen za svoje stvari. Tako, ne? In v tem smislu je ta logika, ne, nekega etabliranega Gaussa, po katerem se merimo po eni linearni
bom rekel, premici se mi zdi popolnoma katastrofalno škodljiva, zaradi tega, ker dobesedno, najbolj se to kaže med mladimi, seveda, če je nekdo, recimo, ima potencial biti izjemen umetnik, pa potem mu vsi govorijo, da je popolnoma nesposoben, zaradi tega, ker se pri matematiki pa naravoslovju dobro ne znajde. Točno tako imamo postavljene sisteme in ko ti nekdo vsak teden, mesec in leto dopoveduje, da si pač ti na levi strani Gaussa, potem boš seveda težko postal Picasso. Kljub temu, da bi morda sicer lahko postal Picasso. In to se mi zdi zelo pomembno razumevanje in popolnoma enako, pa ste to zdaj, pri mladih je to najbolj očitno in se mi zdi ljudje najbolj razumemo, ampak enako velja, ko gre za zaposlene znotraj podjetij. Dokler imamo mi neko proizvodno pa tekoči trak, potem seveda delajo vsi isto. Ko pa ta opravila prevzame avtomat, robot, potem pa gre za to, da je treba razmišljati, treba pa druge stvari delati. In tam se ta širina potrebnih veščin, znanj, perspektiv tudi bistveno odpira. Razumeti, kaj je zdaj ta proizvod, za katerega bo kupec pripravljen plačati 20%, ni tehnološko vprašanje. Je vprašanje, moraš imeti ta občutek in to seveda, če si pomagaš za umetno inteligenco, karkoli, podatke in tako naprej, vendar na koncu gre vendarle za ta nek tudi občutek, kaj ta pove. No in to, s tem hočem sam podkrepiti, da je to neke vrste srž tega prehoda od izvajalcev k ustvarjalcem in tisto, kar se mi zdi pa pika na i, je pa, da tistim organizacijam, tistim podjetjem, kjer to uspe, potem se tudi vidi, imam privilegij, da sem in tja pač grem tudi v kakšno tako podjetje, se vidi pač v lesku, ne samo to, kar kažejo podatki pa ankete, se vidi po lesku v očeh zaposlenih tam, to so okolja, kjer ljudje Zacvetijo. Dobesedno prosperirajo, se dobro počutijo, ustvarjajo, se učijo in to je potem ta pozitivna spirala, pozitivna zanka, ki kaže, ko so enkrat zaposleni taki, potem podjetje je bistveno hitrejše, bistveno bolj inovativno, prihaja lahko ven z novimi proizvodi, ko prije s takimi proizvodi dosega boljše cene, ljubijo ljudje in hočem reči, in ta val, tako kot velja na ravni posameznih uspešnih podjetij, ta val moramo razširiti in v bistvu uspeti, da bo kritična masa tovrstnih uspešnih zgodb pač tudi na narodno-gospodarski ravni. Zdaj, če se spet malce nasloniva na te podatke o kakovosti življenja v Sloveniji, precej kritični ste bili na splošno do inovacijske uspešnosti naše države, pač kazalci so bili taki. Se pravi, da mnoge države nas prehitevajo po inovacijah. Kam torej, kje usmeriti to svoje znanje, da bomo res dosegli vrhunske rezultate? Bi skoraj želel je mečken bolj na malo bolj podrobno raven. Če gledamo samo generalno, namreč situacija je vse prej kot slaba. Slovenija ne samo, da ohranja svojo pozicijo, ampak celo relativno napreduje. Od leta 2018 je bil, to ponovadi uporabljamo, ta Evropski inovacijski indeks, ki združuje 36 kazalnikov po 12 komponentah. In Slovenija je od leta 2018 dosegla 6. najhitrejši napredek po tem kazalniku, kar je dobro. Tudi strukturno gledano ugotavljamo, da Slovenija ni izgubila svojih primerjalnih prednosti glede na svojo konkurenco. Recimo, ko gre za človeške vire, ko gre za inovacijsko aktivnost podjetij, ko gre za kakovost raziskovalnega sistema, se je začela izboljševati, zdaj, ko smo spet začeli investirati van. Sposobnost povezovanja, sodelovanja nam govori v prid. In to so vse en izmed ključnih dejavnikov, ki, ali pa recimo po številu patentov, recimo smo v čist drugi ligi, kot recimo bodisi pač Višegrajska skupina in tako naprej. Se pravi, smo slabši ali kako? Ne, smo boljši. Smo izrazito boljši. Ni tako, kot se včasih prikazuje v javnosti, da se je pa zdaj cel svet podrl in da smo pač katastrofa od katastrofe. Ni res. Pač Slovenija je še vedno ohranila svojo primerjalno pozicijo in z tega vidika nobena od potrebnih primerjalnih prednosti ali pa potrebnih sestavin, če hočete, za ta prehod, jih imamo še vedno. Smo sicer seveda tudi po vseh teh, kar sem zdaj omenil, za velikostni razred za vodilnimi inovatorkami, tako da ne bova rožic sadila, ampak vendarle moramo razumeti, da Slovenija tukaj ni, torej nihče nas ni prehitel po levi ali desni. Razen na dveh področjih. Tam pa smo bili prehiteni, eno sva že prej omenjala, da je obseg investicij in podpor v ključne dejavnike pri nas primerjalno. Nas je konkurenca že ulovila ali na katerih segmentih celo prehitela. In drug vidik, kjer je Slovenija izrazito zaostala, je digitalizacija. Tako po obsegu vlaganj, kot v smislu veščin.
In to so stvari, ki kažejo, da, in to je tisto, kar opozarjamo, ne, ta naša dinamična sposobnost ohranjanja tega, ne, se pravi, da bomo mi tudi v prihodnje ohranili to pozicijo, tukaj pa zaradi premajhnega očitno zavedanja o tem, kaj so ključni dejavniki, zaradi premalo ambicioznega in drznega pristopa, tukaj pa začenjamo postopno izgubljati. Ne. In z tega vidika, zdaj pa sam, da vam pač, ne, za ilustracijo. Pri recimo uporabi umetne inteligence v podjetjih, ne, to niso stvari včasih, veste, 10 let nazaj, ko si gledal te strukturne kazalnike, se je to spremenilo po 5-letnem, 10-letnem obdobju, da se je nekje res spremenilo. Zdaj te stvari skačajo pri umetni inteligenci, uporabi umetne inteligence, bodi si za optimizacijo procesov, recimo smo v enem samem letu, ne, še posebej ta procesni del nam ne gre, to, kar je vezano na proizvode, da nekaj da primemo, tukaj smo Slovenci doma. To, da pa obvladovanje podatkov, optimizacija procesov, pomoč pri odločanju v tem smislu, analiza strank, kaj si želijo, na podlagi tega optimizacija procesov nazaj do nadgradnje proizvodov in tako naprej, tukaj nismo doma. Ne? In tukaj, ko se pogleda podatke, mi smo v enem letu praktično, 24 na 25, na področju tega podpore procesom in pri odločanju v podjetjih, ne, za uporabo umetne inteligence, smo praktično zaostali za vso konkurenco. In to kaže na to, da s tem izgublja, torej, zdaj pa ta argument ima pa dve plati. Po eni strani, če spiš, se izjemno hitro lahko stvari začneš izjemno hitro izgubljati. Druga plat tega istega kovanca je pa, da pač, če pa ugotoviš, če pa nekatere države se pa vidi v podatkih, ko pa ugotovijo, da je nekaj treba narediti, se pa da zelo hitro tudi skočiti naprej. Nadoknaditi, ne, hočem reči, z vidika stanja imamo trdno podlago. Z vidika perspektive in dinamike premalo vlagamo v prave stvari. In zdaj iz tega, če potegnemo prave zaključke, in tole zdajle recimo je perfekten čas, ne, ravno zdajle, ko se bodo začenja nova vlada, usmeritve. Ko se bo recimo zdajle delal rebalans proračuna, se bo videlo, do kakšne mere bodo ta sporočila vzeta resno. Namreč prehod, ne, ali pa ta inovacijska zgodba, digitalizacija in tako naprej, to pač zahteva svoja sredstva. Ne, pač tako preprosto je to. In jaz se absolutno zavedam, da ne bo enostavno, ne, vendar mi moramo, in tukaj zdaj ne govorim toliko pač politikom in vladi, bolj govorim splošni javnosti, da se moramo mi kot, ne, državljani ali pa kot volilci, če hočete, zavedati, da če mi tega ne bomo investirali, potem se bodo te trendi, ne, da bomo svojo strukturno pozicijo na ključnih dejavnikih izgubljali, nadaljevali. In zaradi tega je pač ne glede na to, koliko bo treba morda na kakšnem drugem področju zategniti pas, je pač treba to narediti, ne, ker je to pač, kako rečem, to je odločilni dejavnik, ker tisti, ki bo pa zamudil, zdaj pa tega, torej, vse, kar razpoložljiva literatura ugotavlja, ne, kar se tiče umetne inteligence, tukaj se pa stvari, zdaj sem rekel, 1 leto šteje, ne, ampak tudi z vidika potem učinkov, ne, so pa te stvari, ko enkrat tako podjetje uspe integrirati, ne, in popolnoma nadgraditi svoj poslovni model za uporabo teh, je pa tako podjetje bistveno hitrejše in ko enkrat začne ustvarjati resne prihodke, je pač njihova trajektorija, ne, izrazito pozitivna, ki pa pomeni tudi, da začne izkoriščati ekonomijo obsega in posledično nekoga izrinjati. Nič še ni prepozno, vse elemente, ki jih potrebujemo, imamo. Je pa tako, da je, če se smem pošaliti, ne, vrag vzel šalo v tem smislu, da pač čez 3 leta pa ne bo v redu. Ne. Je treba to pač enostavno zdaj narediti. Se pravi, umetna inteligencija daleč od tega, da se je moramo bati, treba jo je znati uporabljati in treba je znati... In ustrezno in pravilno, tako je. Tako, in recimo, ne vem, na misel mi je prišla vmes zgodba po korone oziroma tudi tisti digitalni boni, ki so bili veliko teh digitalnih pripomočkov, imamo po domovih verjetno od tistega časa. Potem smo imeli seveda zgodbo s temi računalniki nesrečni v prejšnjem mandatu, neustreznimi. Se pravi, vlada verjamem, da si vsaka želi, da bi nekaj naredila, ne, konkretnega, nekaj pokazala, ampak treba je stvari se znati lotiti na pravi način. Kaj bi pa tukaj svetovali, da bi torej to digitalizacijo pospešili na mikroravni, recimo pri otrocih, ne, da vemo, po eni strani prekmalu dobijo, ne vem, tablice, pametne telefone v roke, ampak ne govorimo samo o tem, govorimo o izobraževalnem smislu vseh teh naprav, ki jih imajo, pa ne na najmlajše, ampak recimo osnovnošolci bi jih pa lahko uporabljali v pametne namene, ne pa samo za družbena omrežja in podobne neumnosti. Točno tako. Zdaj,
januarja je OECD objavil eno tako pregledno publikacijo, ki je analizirala pasti in priložnosti uporabe digitalnih orodij v izobraževalnem sistemu. In za mene ključno sporočilo iz tam ven je tisto, kar pri nas najraje debatiramo, digitalna orodja da ali ne, in potem smo v dveh spet, gremo v linearno logiko, eni so za, eni so proti. In se ne premaknemo. In se ne premaknemo nikamor. Tisto, kar je ključ, je seveda, kako in zakaj se digitalna orodja uporabljajo, in to je tisto, kar mi še posebej izpostavljamo in poskušamo tudi s podatki utemeljiti. Naprimer, digitalna orodja se lahko uporabljajo, prej sva govorila o tem, kako je vsak posameznik, še posebej pa mlada oseba različna. Digitalna orodja v večji meri omogočajo prilagajanje učnega procesa različnim bodisi sposobnostim ali pa interesom mladih. In po podatkih, to je OECD, tudi spet OECD podatki, v Sloveniji digitalna orodja za ta namen uporabljamo bistveno manj od višegrajcev in bistveno manj od vodilnih inovatork. Digitalna orodja se lahko uporabljajo za spodbujanje interesa za učenje, po kazalnik, po katerem smo popolnoma na repu ne samo OECD držav, pa vseh 66 držav, ki so bile v anketi, do kakšne mere se namreč mladi radi učijo novih stvari. In to so tiste stvari, ki, zdaj pa če dava pod črto, mi, ko se ponovadi spet v digitalizaciji v Sloveniji v povezavi z izobraževalnim sistemom pogovarjamo, to razumemo kot programiranje. In to je del zgodbe, vendar to je zgodba, ki je za eno generacijo že pase. To seveda moramo mi se tudi, je prav, da se učijo mladi porabe digitalnih orodij v tem smislu, vendar je to ni ključna stvar. Ključna stvar je uporaba digitalnih orodij za to, da se spodbujajo ključne stvari, vključno z ustvarjalnostjo, sodelovanjem in tako naprej. Tega pa in predvsem ta tudi prilagajanje. Zato, da se in tukaj se mi zdi, recimo tudi uporaba umetne inteligence je lahko obvod za to, da ne misliš in tako naprej. Lahko je pa orodje za to, da ti pomaga priti do novih idej, da si, Ko pridemo do tega izziva, se te priložnosti, ki jih omogočajo, pridejo navzkriž z našimi pravilniki, kjer gremo, da moramo vsi delati enako, vsi moramo imeti predpisane postopke, kar pa seveda ne gre. Jaz razumem, da za kakšnega učitelja tudi ni usposobljen za to in mi moramo enostavno te stvari odpreti, da bodo različne šole bodo uporabljale različne metode, ene bodo šle hitrejše, ene bodo šle počasnejše. Nujno pa je, da ta sistem razbremenimo teh okov, ki smo si jih predpisali po dolgem in počez z neskončno množico različnih pravilnikov, ki na koncu jemljajo avtonomijo tako učitelju kot šolam. In zato pravimo, smo pa precej ostri, ko gre za vsaj Umarjev besednjak, da je treba da je ta reforma izobraževalnega sistema nujna in jih poskušamo v tej smeri pokazati, ne v smislu točno, kakšni so koraki, ampak kakšnih načel bi se veljalo držati pri tej reformi. Imeli smo torej Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ampak premikov na tem področju nekaj dosti. Zdaj, birokratizacija je še eden od pojavov, ki nas precej ovira, tudi kar nekaj postopkov imamo. Tukaj bi se dalo tudi marsikaj rešiti, da bi potem zadeve stekle hitreje, da se ne bi, tako kot ste rekli, tako zelo držali nekih okovov, pravilnikov in vse zabeležiti in vse malce več svobode v konkretnih institucijah, zaupanja v zdravo pamet morda. Dve stvari bi tle rekel. Prvič, mislim, da podcenjujemo tudi priložnost, ki jih digitalizacija na tem področju ponuja. Spet, zaradi tega, ker smo zadržani, pa ne vem kaj še vse. Nas je strah. Nas je strah in nočemo marsikaterega procesa, ki bi ga lahko z bolj agresivno, bom kar rekel, uvajanjem digitalnih rešitev naslavljali. Še posebej zdaj v času umetne inteligence, naprimer, ko gre za umeščanje objektov v prostor, imamo tudi konkretne rešitve slovenskih podjetij, ki bi lahko pomagali, pa gre to, pa se ampak počasi in tako naprej. In to je ena stvar, ki velja za vse procese. Moramo pa hkrati razumeti, da tovrstna avtomatizacija zahteva svoje investicije. To je pa tudi res in tega, bom kar direkten, recimo na področju zdravstva, to pa je eno izmed področij, kjer pa smo v zadnjem obdobju, recimo tudi iz načrta za okrevanje in odpornost, to je pa pozitivna zgodba, smo
precej investirali na področju digitalizacije zdravstva, ne, zdaj, kar samo opozarjam, je to, da nevarnost je ta, da zdaj take stvari se pa ne rešijo danes na jutr, ne, da ne bi zdaj zaradi tega ljudje rekli, investirali smo, 70 milijonov, zdaj pa iz tega ni nič, ne, še zmeraj nimam svojega zdravnika. In to je nekaj, kar, ne, digitalizacija tudi ne da rezultatov danes na jutri in to se moramo zavedati. Ampak pomembno je, da se pravi nekatere rešitve, ki so bile začrtane, da se potem nadgrajujejo, ne pa da se potem zavrže nek... Točno, natančno tako. Druga stvar, v zvezi z birokratizacijo, ki bi jo rad izpostavil, je pa, prej ste omenila besedo zaupanje, da ker ne zaupamo tem sistemom ali tako naprej, da gremo. Še en vidik je tukaj, ki je tudi sliši na ime zaupanje, ki se mi zdi tudi izjemno pomemben in je povezan z diskurzom, če želite. Ne. Praviloma, ko gre za regulacijo, pravila, zakone, ni tako, da je zakon spet linearno dober ali pa slab, pač pa gre za izbiro, ali boš dal, recimo, če rečeva, če boš imel zelo stroga pravila, pomeni, da boš polovil vse kriminalce, ampak hkrati zaprl nekaj tistih, ki so nedolžni. Če boš imel pa bolj mehka, pa pomeni, da boš sicer nekaj kriminalcev več imel na cesti, ampak boš hkrati imel veliko manj tistih, ki so nedolžni v zaprtih. Ja. S tem hočem ilustrirati, da dostikrat, ko gre za poenostavitev postopkov, ne razumemo, da seveda, če bomo mi šli v nižjo stopnjo, če bomo mi poenostavili in šli v bolj fleksibilne postopke, pravila igre, bo to pač pomenilo, da bo kakšen mogoče, ki zlorablja sistem, več prišel skozi. Ampak moramo potem v tej situaciji pogledati, ali je zdaj pod črto, imamo večje koristi od tega, da jih zaradi tega razbremenimo tiste, ki bodo zaradi tega ustvarili več, kljub temu, da nas bodo mogoče 3 pa okrog prenesli. In tukaj, jaz sem se njega dni ukvarjal tudi z evropskimi sredstvi, vam povem, da če si nekaj poenostavil, to sicer težko kvantificiraš, ampak v parlamentu vse bodo mogoče rekli, to je fino, ampak če bo pa nekdo, nekje, da je nekdo 5 evrov, nekje nekaj pogoljufal, da se nekaj narobe zgodi, izredna seja. In to moramo razumeti, da mi moramo priti do tudi tovrstnega diskurza, če gremo v tovrstne postopke, bomo imeli določene, bodo sem pa tja se zgodile te težave, ampak je treba v tisti situaciji, pravim zdaj, da je treba potem ploskati, če nas bo kdo okrog prinesel. Sam je treba to zrnom soli, takrat tudi diskurs okrog tega peljati v smislu, ali je ta, ki je to uvedel, naredil to premišljeno in ali je bilo to smiselno. Zdaj, če je naredil premišljeno, dobro, namerno, pa ni bilo smiselno, je to še zmeraj okej. Ker se ne moreš zmeraj vnaprej vedeti pa zadeti. Ne? In ta logika, se mi zdi pomembna, da moramo tudi spremeniti kulturo naslavljanja teh zadev, ker še ena stvar je zraven, tega se pa sploh ljudje ne zavedajo. Ne? Jaz sem ko sem gledal pač sisteme izvajanja kohezijske politike, mi imamo, se mi zdi včasih implicitno predpostavljamo, da imajo bolj razvite države, te, ki imajo bistveno manjše probleme s korupcijo, da imajo tam vse predpisano in tako naprej. Obratno je res. Ne? Ravno zaradi zaupanja v državno administracijo, ki ima bistveno višjo stopnjo diskrecije, ki pa jo seveda ne zlorablja, je zaradi tega možno, da imaš ti kratka pravila, ki seveda potem tudi, če se nekaj zgodi, v tisti situaciji presodiš, uradnik presodi, kaj je smiselno in kaj ni smiselno. Po posamičnih primerih. Če pa zaupanja med javnostjo in državo ali uradništvom, če želite, ni, potem pa seveda želite, da je vsaka stvar pač zregulirana. In popolnoma identično se je zgodilo, ko so nove države članice vstopile v Evropsko unijo na področju kohezijske politike. Nihče ni zaupal, kako bo Evropska komisija delovala in se je začel člen, ki je imel v osnovi 3 odstavke, jih je imel na koncu 15. Ko imate pa vi enkrat 15 odstavkov, vam pa povem, svet je nepredvidljiv, to se vedno in neminovno zakomplicira interpretacije in tako naprej. In popolnoma identično, to se je zgodilo na ravni kohezijske politike, to se nam dogaja doma, ker nam potem seveda, ko se enkrat zapleteš v množico teh raznih členov, potem je seveda iz tega zelo težko ven splavati, ker imate pa odvetniki, pa sodišča, pa praksa, pa pa tret. In vsi potem seveda pravna država je ključna, ampak v tem ni bistvo. Bistvo se mi zdi, da je dostikrat v tem, da moramo razumeti, da če hočemo imeti kratka pravila, to pač pomeni, da marsikaj ne bo zapisano, to pa pomeni, da bo seveda tisti uradnik mogel presoditi. In to bi rad dal v pozitiven kontekst. Seveda mora imeti tak uradnik svojo odgovornost in tako naprej, vendar se mi zdi, da tudi uradništvo v splošni javnosti bistveno preveč
podcenjujemo in stereotipno pač lepimo samo negativne nalepke in s tem, rekel, samo izpolnjujoča se napoved, ne, ki se potem zaradi tega, ker vsi tako verjamemo, ker vsi tako govorimo, potem seveda je tudi, pa vam tudi se to izvede. Se potem to dejansko realizira. Hvala lepa, dr. Peter Vostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj za obisk v našem studiu. Še kar dolgo časa bi lahko govorila, pa ne bi prišla do konca, ampak nekaj na temo poročila o kakovosti življenja v Sloveniji ste vendarle uspeli podati. Seveda pa je na nas vseh, da razumemo, kaj pravzaprav nas čaka, da se bomo znali prilagajati sproti in tudi novi vladi, da si želimo, da bo postavila prave stvari za naprej, kaj ne? Tako, samo pogumno in premišljeno naprej z tem, z razumevanjem, da moramo vsi v čovnu veslati v eno smer in po tem scenariju je prihodnost lahko še precej bolj svetla, kot si predstavljamo. Bomo ostali na sončni strani Alp. Točno tako. Hvala lepa, oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Veliko povemo, tudi z druge strani.